Zadnjih 15 minut sedim tle v tem avtomobilu in razmišljam, kaj naj povem o tem testnem avtomobilu Mitsubishiju i-mjav, zmeraj rečem tako, ne znam izgovoriti pravilno. Je v bistvu električni avtomobil. Elektromotor ima zadaj, zato je tudi zadaj zelo malo prostora, ker so zadaj še tudi nameščene baterije, oziroma imam občutek, da pod celim avtomobilom je polno baterij. In zaradi tega je povsem drugačen od svoje konkurence. Kje pa je drugačen? Bistveno je dražji. Glede na mere, ki jih ponuja, je pač ekstremno drag, saj 36 000 evrov stane. Ampak na drugi strani zaradi tega ponuja električni prevoz. Gledam pismo, kako naj napolnim tega električnega Mitsubishija i-mjav, oziroma i-mjav, kakokoli že pač. In imam precej težav s tem v bistvu filanjem. Zakaj? Stanujem v bloku, tukaj v Ljubljani, in pač nimam garaže, kjer ga bi polnil. Tako da najprej sem moral poiskati na internetu polnilne postaje, kjer ga lahko napolnim. Nato pa, tukaj piše, če ga želim napolniti, moram 6 do 8 ur čakati, da se napolni baterija. Da lahko naredim domet 150 km. Se pravi, če hočem iti v nedeljo domov na župco k svojim staršem, moram najmanj 6 ur čakati, da se mi avto napolni. Ta pa malo težka, ne? To je pač slabost tega Mitsubishija. Ampak na drugi strani, če to damo stran, pa to statistiko stran, kaj pa je prednost tega Mitsubishija? Je pa ta, če živite v Ljubljani, imate garažo, oziroma možnost, da ga napolnite kadarkoli želite čez noč, in hodite na službo več oziroma manj kot 40 km oddaljen kraj, potem je ta avtomobil v bistvu idealen za vas. Ker vozi se zelo lepo, kljub temu, da ima kratko medosno razdaljo, da je zelo ozek. Pizda moja me bo ubila, spet zamujam. Kaj pa ta dela? Kaj, kaj narobe? Ja, ne, sem filam. Zdaj že 6 ur pa 55 minut filam. Kaj pa filaš to? Električni avto, še 5 minut pa gremo, več ni panike, sem tako. Ja? Ja, no, še manj, evo, kaj nehal. Sem to pa dosta ne opreme za avto filat. Ja. A ti si štromer drugač? Ne, brat je. Aha, žlahti pol. Ja, tako da se vidi, da znam kabel zlagati. Ja. A prtljažnik je pa bolj mali, ja? Ja, ker motor vzate, veš, pa ful placa zavzeme potem motor, pa baterija. Evo, smo pripravljeni, da gremo na pot. Super. Ajde, čau. Čau. Na sredini vidimo prikazovalnik za hitrost in nad njim je v bistvu analogni prikazovalnik. V modri barvi charge pomeni, da se v bistvu takrat polni baterija. V eko vožnji navzgoraj v bistvu pomeni, da vozimo ekonomsko, in bolj ko pritiskamo na gas, bolj več porabljamo elektrike in manj ekonomično vozimo. Skrajno desno je digitalni zapis, koliko kilometrov lahko še naredimo, skrajno levo pa v bistvu koliko imamo še baterije trenutno na voljo. Napis ready, ki ga vidimo, pa v bistvu pomeni, da je avto pripravljen. Se pravi, ko avto vžgemo, tudi vidimo, da je avto pripravljen za vožnjo. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship.